Zdaj imamo še nekaj časa in odpiram razpravo, prosim. Ja, imam eno vprašanje za Metko. Ja, me zanima to s težnimi učitelji, oziroma se mi zdi to zanimivo, da ko so se otroci vrnili nazaj v šole, da imajo učiteljica ali učitelji, ne vem, jih je bilo več, so jim dali to možnost, da v bistvu to nekako popišejo pa zabeležijo. Pa me zanima, če slučajno, ko vem, da ste intervjuvali nekatere te preživele te otroke, če ste slučajno naleteli na kakšnega učitelja, ko ga intervjuvali, pa če mogoče veš, ali je to praksa tudi drugod po šolah, ker se mi zdi zelo zanimiva, no, praksa. Torej, ta praksa, da so pisali v internaciji, je samo na teh šolah. Eni izmed učiteljic so postavili na travi, še danes je to nekak majhen muzejček. Vloga teh učiteljic bila izredno močna. Če pomislimo, da so Visel Močaj ali bil partizanik, ali je umrl med vojno, mislim, ali je umrl, je bila doma samo mama, kakšna starejša sestra, ki sta šli, kot sem omenila, trebuhom za kruhom. Prvo leto ni bilo nič, semene, karanje, so bili podrtije in so potem nekako skušali preživeti in prav te učiteljice na tem področju so imeli izredno občutek in so bile kot ena druga mama, ena varnost v šolah. In učitelji se je zdelo, da so te otroci nemirni, so vedeli, kaj so dali skozi, kot so prizadeti in se mi je zdelo fajn, da bi otroci napisali na te dva naslova, otrok internacij in pa naš otrok internacij in otrok pripoveduje prav o tej, da bi spregovorili o tej temi. Jaz zdaj ne morem reči, da bomo govorili o psihoterapiji, ampak dali so jim možnost. In iz zapisnika učitelja, nadzorni je bil Garlanc, ki je tudi eno poročilo o tem napisal, piše med drugimi o vrednosti teh pričevanj tudi to, da bojo v pomoč učiteljem pri njihovem delu. Se pravi, da so se zavedali prizadetosti teh otrok. Te spise beležimo pač samo na tem področju, kjer so bili, je bilo to največje število otrok, ki je šlo v koncentracijska taborišča. In so potem ustvarjali eno, tako otroci so pripovedovali, ker jaz se zdaj, ko pripravljamo na knjigo o tem, pripovedujejo tudi o tem, kako so preživljali dneve v tej partizanski šoli, tako da se bo tudi od tega kaj več vedela. Prav se spostavljali te tri učiteljice, tri imena so, ki so pač, seveda, zdaj so vse so že mrtve. Ena od teh je bila v Travi, na šoli v Travi, potem v Dragi, celotno svojo delovno dobo, se pravi, prišla že pred vojno, ostala v vojni, tudi po vojni, dobila tudi priznanje. Tudi pravijo, da so te učiteljice krive, da so se te vsi izpraznile, ki so jim omogočale šolanje naprej, so se z njimi učile, da so delali izpite takoj po vojni, čez razrede in tako, da njim so te učiteljice ogromno pomenile in so imele velika opora in v tem, tej postavitvi majhni te učiteljici Špiričevi je nekje vedeno vseeno, da se vidi, kakšen je bil mi delaš. Je pa samo na tej kraju smo zasledili, nimamo tega v Beli krajini, pa po Delinskem so pričevanje otrok, že malo, moj oče partizan, ali pa ne, kako smo mi primergi, medtem ko s to problematiko so pa na tem področju, ker če vzamemo kočevsko področje, da je kočevska občina današnja, pa rečemo v 80-ih letih so delali ta popis, je šlo z te občine preko 300 otrok v internacijo in sad z te občine jih je umrlo 50 v internacijo in 5 takoj po vrnitvi domov in je bilo res to nekaj posebno stanje. Ampak to so eni terapevtski učinki, se tudi s bosanskimi otroki se je Vera Slodnekova zdaj iz vojno v Bosni v Centru za socialno delo v Šiški, mislim, da na ta način bila svetovalnici, se je na ta način ukvarjala. Se pravim, da je tudi takrat leta 44 to ta učitelj zapisal, da bojo v pomoč. Avantgarda v bistvu. Tisem vloga so imeli te učiteljice. Ena med njimi je bila pač, vsi te so imeli tudi svoje tragedije, tudi učitelji. Ena je izgubila na porodu dvojčka, ker so je moža prejšnji dan bil 42 leta, pustili nekje v kletje in tam bila dva otroka, ki ste umrla, ona je bila v takrat vedno v črnem in je vso to svojo ljubezen in
poslanstvo prenesla prav na te otroke. In področje, ki jih učila. Ja, izvolja. Pa Renato to vprašal, Renato o Veldraminu, praviš družinski arhiv, ali je to pol, je on zdaj zapisal kaj te spomine, ali je vse to pol ustna pripoved, bom rekel, ustno izročilo družine? In kako, torej, po on je pa poučeval na svoj, torej v šoli v Solkanu, ali kako? Ja, do upokojitve je poučeval v Solkanu leta 60, torej ni bil podvržen nobeni publikacije, takega. Bil je izrazito antifašistično usmerjen, to je bilo jasno, iz njegovega kurikuluma. Umrl leta 78. V družinskem arhivu so dokumenti in so zapisi, ampak splošni zapisi. Je pa tukaj dodana vrednost, jaz ga nisem omenil, njegov sin, leti 1927, ki je bil skupaj z njim v egzilu, torej v službenem mestu v Nantoli. Hodil v šolo za geometre in on mi je pripovedoval o tem, da je risal te zemljevide nemških armat, ki so nikali po Evropi, laufal z njimi v Vila Ema in se znanjal otroke. Ampak jaz sem potem vseeno kot zgodovinar imel nekako rezerviran odnos do tega. Pa sem podajte povedati par imen teh otrok. In možakin se je po 70, leti 60 leti spomnil ta imen. In potem sem mu pokazal seznam iz Yad Vashema, je začel jokati. Ker je ne samo, da je vedel te otroke, je vedel njihove nadimke. Njihove nadimke, domača imena, ki so jih dobili, ko so prišli. Ker ta imena so bila za njih tuja, ne italijanska. On kljub vsemu je živel italijanska okolje. In so dobili ti otroci nadimke. In on je znal ne vsakega, ampak najvsikoga med njimi predvazem nadimkom. In ko sem ga videl, da so začel jokati, spominjal se v radosti, sem dobil še zadnji pečat, da to je vendarle velika zgodba. Ko je pa bila zgodba potrjena še z arhivskimi viri, spravi, ki govorijo o nekem učitelju, ki je izginil iz spomina, in to je ta učitelj, ne more biti drugi, ker je pač vrnil se na povabilo Zrenčke vojaške uprave, takrat so iskali slovenske učitelje, to vemo iz literature, in so se masovno vračali, on je bil nastavljen potem na šoli v Podgori, v Gorici, ki je imel nekdaj osnovno šolo slovenske. Tako da zgodba ne visi v zraku, je potrjena. Je pa žal, kot vaškega, težkega intelektualca, bi človek pričakoval, bo se želel, da bi kakšen dnevnik dobil, da pa niso dobil. Je pa zanimivo, da otroci, ko so se dobili, današnji odrasli, so mu poklanjali spominske knjige, zapise, to pa on hrani doma. Ampak to je potem dvignil že njegov sin. Do leta 78 oni do smrti očeta niso potovali, niso šli v Nantoli. Zdaj pa dokaj redno hodil. Tako da, se več podatkov je v samem prispevku, bom pa to zgodbo nadaljeval, ker se odpira še nekaj drugih smeri, ki je pač zdaj ne bom še spostavil. Ni še sestavljen. Še kdo bi kaj vprašal? Bi pa jaz Debora vprašal, me zanima eno vprašanje, pri te skrbi za otroke v coni B, a je bilo slučajno opaziti kakšno razlikovanje med slovenskimi oziroma jugoslovanskimi in italijanskimi otroki, če je bilo opaziti iz dokumentov, da bi bilo kakšne diskriminacije prišlo? Ne bi rekla. Splošno je bil odnos oblasti, pač neke ideološke predpostavke so bile, ko so obravnavali nekoga, ki je prihajal iz neke družine kot nasprotnega, recimo potem je tudi obravnava otrok bila taka. Dejansko pa je tukaj šlo predvsem za neko ideološko čast, tako je izpostavljeno nacionalno. Hvala lepa. Pa še tebe bi Renatko vprašal nekaj. V teh pravičnikih, ki so napisani, a so znani kakšne njihove zgodbe, so to širše znani, jaz ne poznam to. Slovenskih, mislim. To je cel sistem. Ne, slovenski, če so tudi, koliko si se zdaj ti lotil tega? Absolutno. Vsak pravičnik ima svojo zgodbo. Že od leta 2010 poteka v okviru sinagoge Maribor. Jaz sem se danes iskreno veselil, da se bo tudi direktor, ravnatelj Martin Toš, preživ, pa imel nekaj obveznosti, kot bi rekel, v tujini.
udeležil tega in tam poteka projekt, zdaj bo se pravi že 4. leto, 2014, ki je vedno posvečen enemu izmed slovenskih pravičnikov. Tako je bil lani Andrej Tumpej, ta znameniti duhovnik, mislim, da je bil Salesijanc, ali bil je zavist. No, skratka, v Beogradu je živel, pa med vojno v Beogradu reševal. Kaj je najbolj zanimivo, ti slovenski pravičniki, 7, ko jih je zdaj upisanih, priznanih, vsi, pa velika večina, razen Žuna, sodelovali v območjih, ki niso bila naša nacionalna. Zakaj je jasno? Ker to nas je bila relativno majhna judovska populacija in kritična masa je tisti razlog, ki utemeljuje moje besede. Sodelovali od Makedonije, Beograda, Zagreba, recimo v Italiji. Skratka, delovali so tam, kjer je bila podobnost judovske populacije. In zgodbe o vsakem izmed njih morajo biti priložene z ustreznimi odreditvami pri priznavanju procesa, oziroma pri priznavanju dejanja. Sam proces zahteva zgodbo. Brez zgodbe ni priznanja. To je sozvočen, to je usporeden proces. Beatifikacija. Če malo karikiramo, ampak vendarle Izraelci imajo to razdeljeno po časovnih, oziroma ne časovnih, ampak krajevnih pasovih in to izdajajo te monografije o teh pravičnikih, jih obnavljajo, mogo rekel vsako leto, ampak teh zgodb je veliko dostopnih v raznih monografijah, veliko pa tudi že na internetu. Tistega, ki zanima, priporočam spletno stran jadvašem.org in tam je gor. Petra mi je povedala reklame, tako da ne smem. Žudo je bil film, da je. Prosim, Žudo je bil film, ja. Ki je tudi deloma se spominja Lesnega Brda, ampak tam je Žitnik je naredil film, Edvard Žitnik, tam omenja Lesno Brdo, je pa zgodba Lesnega Brda še precej neobdelana. Ljudje sami, ti otroci, ki so potovali preko Lesnega Brda, so veliko memoarske literature zapustili o Lesnem Brdu. V slovenščini imamo pa tega je zelo malo. Večina je od angleščine pa italijanščine in hebrejščine seveda. Ti si rekel, da si v stiku z nekaterimi. Ja, zdaj rabim izjave, v stiku sem preko Mirjam Steiner-Avicer. Ona je, recimo temu slovenska judinja, doktorca, ki se leta 1971 preselila v Izrael, bila je članica Judehod, to je Jugoslovansko združenje judov. Ona skrbila prsto na tem za tako imenovane, recimo temu jugoslovanske jude, priznavanje njihove usode, priznanja odličnika, oziroma veličnika med narode. Tako da tukaj je paralelni svet, ki živi proč od nas, živi v neki tuji državi, ki je zelo daleč od nas, ampak je zelo upet tudi historično v naše okolje. Ja, brez priznanja, brez pisnega priznanja teh otrok, danes odraslih, starejših, ne bo pisal. Ampak postopek poteka. A ta dvorec na Lesnem Brdu še stoji? Ta dvorec je bil požgan avgusta 1942, kako sem uspel iz literature pogledati. Potem je bil pa po vojni obnovljen in podatke o njem pa najdete na spletni strani občine, mislim, da Horjul. Vse je občina, je Horjul občina? Je, Horjul. Tam najdete te podatke. Zdaj samo Lesno Brdo pišete noter, pa je cel historijat po vse. Zanimivo je, da ne tržimo tega. Tržimo malo hud izraz, mogoče pretežak, ampak ta zgodba o judovskih otrokih, čeprav je znana, bolj v literaturi kot v slovenski praktično ni, razen se je Žitnik dotaknil, se ne trži na internetu, ni omenjena nikjer, v slovenskem kontekstu. In je šlo za 1 leto življenja. Tam se jih oblasti pustile pri miru, nihče jih ni preganjal, celo Italijani so jim finančno, pa tudi gmotno pomagali, še frontier se jih pripeljali. In oni so uspeli v tem dvorcu, v tem letu, približno od sredine julija 41 do sredine julija 42, organizirati pravcato judovsko šolo. Oziroma šola je bilo širše, vzgojni internat. Imeli so petje, kmetijstvo, kmetovanje, ker kmetovanje pomeni za sionista temelj njegovega delovanja in tudi izselitve, bistvo izselitve v obljubljeno deželo Izrael. In dobil sem celo urnike, kakšne predmete so imeli na urniku, ampak to bo objavljeno kakšne drugi priložnosti. V filmski obliki pa ni bilo tako, recimo, kot so bili otroci s Petrička? Ne, kje pa, ne.
Ta zgodba je bila obdelana v italijanskem filmu omenjenem I ragazzi di Villa Ema, ki so ga posneli Italijani 2004. To je igrani film, dokaj dobro sprejet, tudi imel odlično gledanost na italijanski televiziji, ampak tam je naš del, naša avantura, recimo temu, zgolj fragmentarni. To bi vsekakor zahtevalo v prihodnosti, oziroma bi bilo mogoče pripraviti res eno tako širšo slovensko zgodbo. Še kdo ima kaj za... V katerem jeziku pa so ti dokumenti, ki ste izdelali? Prosim? V katerem jeziku so ti dokumenti, ki ste izdelali? Angleščina, hrvaščina in italijanščina. Na Rimu so italijanščina, ker je italijanska oblasti, to je v arhivu notranjega ministrstva, oddelek javne varnosti, bi rekli UDBA, po domače, karikiram nekoliko. To so poročila, praktično dnevna poročila. Nekaj dokumentov je, oziroma povzetkov je objavljenih v prispevku, drugače pa to so italijanske oblasti, ki jih opazujejo, ki ne vejo, kaj bi z njimi, ki iščejo nadomestilo, ki so se seznanjeni z ustaškimi zločini na Hrvaškem, vse to se najde. Potem zelo pomemben arhiv je Archivio delle Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, se pravi arhiv italijanskih judovskih, združenja italijanskih judovskih občin, kajti ko Italija korak na Ljubljansko pokrajino, de facto, ne de jure, priključi Ljubljansko pokrajino italijanskim judovskim občinam. Pošle svojega komisarja v Ljubljano, ki skrbi za te jude, ki bežijo masovno iz Hrvaške. To so dva pomembna arhiva v Rimu, drugače pa nikoli pregledam do konca arhiv v Yad Vashemu v Jeruzalemu. Tam je pa gradivo, ki je digitalizirano, dostopno samo tam, žal, ni dostopno preko interneta. Je pa to materijala na kilometre, lahko rečemo. To je pa v glavnem gre za spomine. Vsak je dal spomine v svojem maternem jeziku, tako da italijanski judje dajejo v italijanščini, hrvaški, recimo Indik ima v hrvaščini in v hebrejščini. Novi hebrejščini, verito seveda. Drugače pa potem v zadnjih letih, zlasti pričevanja, ki nastanejo po letu še, ko se prva generacija vključi v novo nastalo državo Izrael, je dejansko večina pričevanj v ivritu, se pravi novi hebrejščini. In pa močna tudi angleška sekcija, seveda, brez tega. Še kdo? Če ne, se vam zahvaljujem za prisotnost in poslušanje. Bomo